Zdaj pa dajem besedo Lajki, Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski, Jadranki Juras ali Barbari Gjörfi, katerakoli od vaju bi želela razpravljati. Potem bom pa drugemu razpravljavcu iz društva v naslednjem krogu dala besedo. Hvala lepa. Jaz bi se samo navezala na živinorejo in na rejene živali. Iz Evropske unije prihajajo seveda smernice, da se naj bi države čedalje bolj preusmerjale na rastlinsko prehrano, zato je seveda zelo pomembno, da tudi Slovenija to upošteva. S strani te vlade vidimo, da je kar nekaj pozivov, ki sicer v javnosti s strani določenih lobijev padejo na tla posmehovanja, pa vseeno mislim, da je prihodnost obstoja človeške civilizacije v temu, da se bomo začeli predvsem zavedati ne to, kaj jemo, temveč koga jemo. V slovenski zakonodaji v zvezi z rejenimi živalmi piše, da je treba upoštevati smernice oziroma da morajo živali živeti v obratih, v hlevih, ki naj bi bili čim bolj prilagojeni njihovemu naravnemu vedenju. Vemo pa samo, če gremo v prvi hlev v Sloveniji ali pa kjerkoli na svetu praktično, da je izražanje naravnega vedenja pri rejenih živalih nemogoče, da ležanje na betonu in pripeto z verigo ni noben naravni habitat. Skratka, zakonodaja je že taka, da nam to nalaga, ampak v praksi pa stvari seveda se ne zgodijo. Tukaj bi podprla gospo, ki ima Društvo za zaščito konjev, da je velik problem tudi odnos in neodgovornost inšpekcije, ker prijav je veliko. Mimogrede, če inšpektor odkrije vir prijave, je to kaznivo dejanje, ker se ne sme razkrivati informacij. In velikokrat smo tudi v našem društvu v bistvu bili deležni, bom kar rekla, šikaniranja s strani inšpekcije, ko si inšpekcija, inšpektor, inšpektorica dala bistveno več opravka s tem, da je želela oglobiti društvo zaradi prijave, kot da bi kakorkoli sankcionirala kršitelja. Naj bo jasno in nedvoumno to, da bivanje v ujetništvu živalim povzroča telesne in duševne težave, da ujetništvo onemogoča, da bi ta bitja razvijala za vrsto značilna vedenja, da bi na vrsti lasten način razvijala znanja in vednosti ter ustvarjala medsebojne odnose, obenem pa povzroča številne telesne, duševne stiske ter bolezni. Ujetost živalim prinaša stisko, zdolgočasenost, anksioznost in depresijo. Danes zelo veliko govorimo o dobrobiti živali, kako jih bomo zaščitili, zelo veliko govorimo o tem, da je tudi v slovenskem zakonu žival prepoznana kot živo čuteče bitje. Ampak na žalost od tega živali zaenkrat nimajo nič, ker se za živali status ni spremenil, žival je kljub temu še vedno lastnina in predstavlja človeku zgolj in samo korist. In moram poudariti, da vsi govorci danes se bomo mogli, če bomo resnično želeli zasledovati dobrobit živali, zavedati te kognitivne disonance, kaj v resnici pomeni dobrobit živali in da jo je treba razširiti tudi na naše življenje, ko nismo več za govorniškim pultom. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala.